Kako naj shujšam po porodu? S tem vprašanjem se srečujem praktično vsak dan in to me sprašuje tudi Eva, ki trpi zaradi prevelike telesne mase. No Eva, pa poglejva, kaj se da narediti, da boš pol spet fit. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. V času nosečnosti ženske precej povečate svojo telesno težo, kar pa je tudi normalno, saj morate otroku zagotoviti dovolj energije za rast in razvoj. Ko rodite, pa na žalost ta odvečna energija ostane v obliki telesne maščobe, ki jo pa treba potem zmanjšati. Najpogostejša napaka je, da greste takoj na redukcijsko dieto in zmanjšate vnos kalorij na minimum. Res je, rezultati so sicer vidni, ampak ste mogoče pomislili, da s tem delate škodo sebi in otroku. Ženske, ki postanete novopečene matere, se morate zavedati, da vaše žleze potrebujejo dovolj energije za proizvodnjo hrane. Če boste v telo vnesle premalo kalorij, bo to zaviralo proizvodnjo mleka, otroka boste morali potem hraniti po steklenički. Nujno potrebno je, da v načrt prehranske strategije in hujšanja vključite tudi to, da ne hranite samo sebe, ampak tudi otroka. Namesto, da greste na kalorični primanjkljaj, vam priporočam, da telesno maso raje pokurite s fizično aktivnostjo. Poudarek dajte na več gibanja kot na znižanje kalorij. Zavedati se morate tudi, da je že samo dojenje dovolj velik porabnik energije v ženskem telesu. Z zmanjšanjem vnosa kalorij pa zmanjšamo tudi proizvodnjo mleka. Prehrana mlade matere mora predvsem skrbeti za dobro počutje otroka. To pomeni, da kalorično ravnovesje ne sme biti prenizko. Da boste kvalitetno lahko zgubili tisto maščobo, ki vam gre tako na živce, morate postopoma zmanjševati kalorije in vsak dan vaditi. Svetujem vam, da z vadbo začnete nekako 6 tednov po porodu, predtem se pa vseeno posvetujte z vašim osebnim zdravnikom ali ginekologom. V nadaljevanju pa vam bo Stela pokazala 5 odličnih vaj z vadbo za žogo, s katero si boste povrnili tisti svoj fit izgled. S hrbtom se namestite na žogo, stopala imejte na tleh. Zgornji del telesa naj bo vzporedno s tlemi. Upognite glavo v vratu in s krčanjem trebušnih mišic približajte brado k prsim. Pri dvigu pazite, da dvigujete le ramena in zgornji del hrbta, križ naj med izvedbo vaje ostane na vadbeni žogi. Gib zadržite v zgornjem položaju in se nato vrnite v začetni položaj. Vajo ponovite 10-krat. Žogo držite pred seboj z iztegnjenimi rokami. Noge naj bodo nekako v širini ramen, lahko malo širše. Stopala in kolena naj bodo obrnjena navzven. Za žogo iztegnjeno pred seboj počepnete do kota 90 stopinj, zadržite ta položaj in počasi zasukate žogo 10-krat na eno in 10-krat na drugo stran. Postavite se pred žogo tako, da ste obrnjeni stran od nje. Vrh stopala na ene noge namestite na žogo za seboj, druga noga naj bo trdno na tleh. Z upogibanjem kolena noge, ki na tleh, se spustite v počep, tako da se koleno noge, ki na žogi, skoraj dotakne tal. Pri tem bodite s telesom oziroma prsnim košem zravnani. Ta gib zadržite, nato pa se z iztegovanjem sprednjega kolena počasi vrnite v začetni položaj. Vajo ponovite 10-krat in nato zamenjate nogi. Uležete se na tla, žogo držite med nogami, roke in noge so naravnost. Dvignite noge in roke, tako da sta skupaj ter žogo prinesete iz nog v roke. Počasi spustite roke in noge in si žogo podajate naprej in nazaj, od nog v roke ter obratno. To naredite 20-krat. S trebuhom se uležete na vadbeno žogo in stabilizirate položaj tako, da se s prsti rok in nog dotaknete tal. Ko ste v stabilnem položaju, hkrati dvignete levo nogo in stegnete desno roko. Tak položaj zadržite približno 2 do 3 sekunde in jih nato spustite. Nato vajo ponovite z desno roko in levo nogo, vajo ponovite 20-krat izmenično. Po vadbi pa vam priporočam 100% naravne proteine iz našega programa. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastavite tudi našim svetovalcem v šopih.